danes gostim Igorja Kopšeta. Nekdaj sva kar veliko skupaj kolesarila, sedaj več ne, ker kot veste, več ne kolesarim. In Igor, najprej imam za tebe prvo vprašanje, še kolesariš? Še, zelo veliko. Zelo veliko celo. No, že v tistem času, ko sva z Igorjem se nekako družila in pogovarjala, me je pri njemu fasciniralo to, da gre v vsako stvar zelo globoko in intenzivno in raziskuje, bom rekel, vse v smislu tega, da bi optimiziral in treninge in rezultate. In ena izmed teh stvari, o kateri se bomo tudi danes pogovarjala, je tudi seveda prehrana, ki na nek način tangira tudi ta moj delež. Kot me poznate vsi, sem zagovornik keta in pa LCHF diete in Igor se je tega tudi veliko posluževal. Tudi danes ima malo različne kombinacije kot jaz, ampak bo Igor to kar sam predstavil. Vsaka stvar enako velja za keto način prehranjevanja. LCHF ali pa med LCHF, low carb, high fat, pa med keto je nekaj malega vsebinske razlike, da je keto bolj skrajen, bolj proti koncu, se pravi res skoraj nič ugljikohidratov. Vsaka stvar je za nekaj dobra, pa za nekaj slaba, ne? In to sem zelo hitro ugotovil tudi. Tukaj, če pogledamo stvari iz zdravstvenega aspekta ali pa iz strani počutja, well-beinga, iz tega, kaj se v telesu dogaja takrat v tistem času, de facto thumbs up, gor, palec gor, ne. Ko se gre, če bi se zdaj eno drugo področje, recimo pa na področje športa usmeril, ne, pa taka precej skrajna oblika prehranjevanja, je imela pa v bistvu pozitivne in negativne učinke hkrati. Pozitivne učinke v tem, da se je moja lipolitična kapaciteta v tistem obdobju noro dvignila, ne, da so izginili določeni simptomi, ki so bili prej prisotni, bonking najbolj tipičen, ne, to je ta hipoglikemija, ne, po intenzivni vadbi, ne. Negativni učinki so pa bili ti, da seveda takrat, ko sem bil izrazito keto, močnih keto obdobjih, ko sem bil dejansko v ketozi, ne, to zelo hitro pogruntaš, kdaj nastopi ketoza, ne, oziroma kdaj si v obdobju ketoze, kdaj ne, da so bili pa moji high performance ali pa high intensity performanci pa znižani, reducirani, ne. Se pravi, telo vedno, če ga ti dolgo izpostavljaš, ne vem, sladkorju, ne, se bo ta glikolitična kapaciteta začela dvigovati, ne, če ga pa dolgo maščobi, se bo pa lipolitična kapaciteta, ampak na drugi strani tehtnica se pa v bistvu uravnava, ne, se toliko zniža. Pri kolesarjih, ne, jaz sem vseeno tipičen, klasičen roadie. Roadie je izraz za cestnega kolesarja, ki se ves čas meša in dolgotrajni napor, se pravi dolge runde, 5-6 ur, ne, to ni nič posebnega, 4-urne treninge in kratki, ampak full intenzivni bursti, ne. Se pravi, rabiš pa oba svetova, ne. Potem, se pravi, izkušnja je bila definitivno pozitivna, še posebej strani zdravja, ne, se pravi, splošnega, ker se ti spanec, koncentracija, kognicija. Če bom še kdaj študiral, pa ne vem, naredil doktorata, pa kaj, bo definitivno na keto, ne. Zato, ker je enostavno to je turbocharging za možgane, ne, to je treba priznati, ne. Se pravi, za performance, še ostale zdravstvene stvari, ne, kup enih vnetij izgine, ne. Tega se ljudje zelo ne zavedajo pogosto, ne. Ko pa gre za performance, takrat pa v bistvu moraš imeti pravo mero razmerja in to še danes delam, ne, med obema svetovoma, ne. Tako kot eno valovanje se treba predstavljati vse skupaj, so dnevi, ko so ful intenzivni in takrat enostavno rabiš support sladkorjev, ne govorimo o glukozi, fruktozi, o vseh teh sladkorjih, ne, ki jih potrebujemo, ne. So pa dnevi, ko so pa regeneracijski nizkointenzivni in takrat lahko ful nasloniš metabolizem na maščobe, ne, na lipide, na lipolizo, ne. In sočasno lahko vzdržuješ oba v relativno dobri balansi, ne. No, jaz tudi se poslužujem v bistvu na ta način, bom rekel, maščobe, da v vsakdanjem življenju, torej ko ne treniram, se prehranjujem LCHF recimo,
ko pa športam, sploh ko gre za kakšne intenzivne treninge ali pa tekme, ne, je pa jasno, da bom rekel, telesu pomagam s sladkorji, torej z različnimi oblikami, od teh gelov do napitkov in tako naprej. In sem opazil, da je ta prehod, ko se mi torej glikogeni izpraznijo, je bistveno lažji kot včasih, ko sem bil tipično tipično OH prehranjeval, in ko sem izpraznil te glikogene, sem se dolgo časa v bistvu pobiral. To je pojav bonkinga, da zabonkaš. In to je v bistvu ena taka hipoglikemija, ali pa hipoglikemični pojav, ko telesu zmanjka sladkorjev, teh endogenih zalog, ki jih imamo v mišičnem, skeletnem mišičevju in pa v jetrih. In potem, ker imamo pa hkrati supresirano sposobnost lipolize, se pravi presnavljanje, hitrega presnavljanja trigliceridov maščob, se pa nam zgodi, da postanemo za krajši trenutek kar hipoglikemični, pa cuker nam pade po domače v krvi, in to pomeni, da se katastrofalno počutiš, celo omotični so ljudje, ko en maček se vlečeš. To je zanimivo ugotavljati, v laboratoriju obstajajo zdaj testi, metabolni testi, to so ponavadi neinvazivni, stopnjevani testi, kjer preko stopnjevanja intenzitete, ampak samo do submaksimalne intenzitete, zelo lepo preko indirektne kalorimetrije, se pravi merimo respiracijo, dihanje, količino kisika, ki ga vdihneš, količino CO2, ki ga izdihneš, in iz tega razmerja se ful dobro da določiti posamezen profil atleta, kakva je njegova lipolitična pa glikolitična kapaciteta. In zdaj, ko greš enega tipičnega high carberja, nekaj, ki več čas geli, tretje, non-stop energijske ploščice, cuker, Coca-Cola, izotonik, samo bombardira telo, še ko pride domov testenine, pa zjutraj že kruh z marmelado, pa medom, ko ga greš merit, in ko vidiš enega takega, ki je, nekaj let, pristaš takega, pa gledaš, to je zanimivo, ker sem kar precej teh testov zdaj v zadnjem času moral, pa jih interpretiram, ko me ljudje prosijo, vidiš, da so recimo fanti, ki so mladi profesionalci, pa imajo sposobnost presnavljanja maščobe recimo okrog pol grama na minuto za predstavo, to je ful malo, pol grama. Potem pa imaš nekoga, ki je pa malo bolj skrben ali pa daljši dlje časa pa pazi na prehrano, recimo, pa vključuje med ostalim tudi, razmišlja o tej, se pravi, uravnovešenju tudi maščobe, sestavni del, pa naenkrat pride na 0,8 grama na minuto. Najboljši, verjetno, jaz sem pripričan, da če bi tebe dal na testiranje, da bi prišel kar prek 1 grama. In kaj zdaj to pomeni? Razlika seveda, če nekdo lahko samo pol grama na minuto maščobe metabolira, spravi v energijo, nekdo pa lahko 1 gram, onemu zmanjka sladkorja, bo zatrokiral pri določeni intenziteti, oni drugi bo pa še kar šel, ker ima tako kapaciteto, sposobnost, po domače, zmanjka mu benzina, se pač dizel vklopi, drugi motor, in ima dovolj velik motor, da ta dizel, ta ladica gre naprej, nikoli mu praktično ne zmanjka. Seveda, zdaj, na to pa vplivaš najbolj z lifestyle, to je zdaj ta hrana, day to day, hrana, pa treningom. Da se tudi ful dobro manipulirati z trening protokoli. Ko so se mogoče zdaj prej, predno so začela snemati, že pogovarjala, da recimo prakticiraš dolg, težek trening, ki ima veliko glikolitične aktivnosti, visoko intenzivne, se pravi, primerjava, laufaš na Pohorje s hitrostjo 34 minut, zdaj govorimo o najnih hitrostih, to je že kar sprazni štank do vrha, do konca, in potem recimo dvakrat narediš to, dva spona, spumpaš sistem, da je popolnoma prazen, in potem mu ne daš nazaj cukra v regeneracijski fazi, ampak normalno obrok, recimo z jajci, z mesom, rdečim mesom, na neki maščobi, z malo zelenjave, okoli zelje, varianta, ta neškrobnata zelenjava, in pol telo sintetično v bistvu vržeš v neko fazo neke ketoze ali pa turbocharginga, ko je ono hiperaktivno v lipolitičnem smislu, in še prolongiraš naprej. In na tak način amplificiraš ta učinek. Se pravi, lipolitični metabolizem lahko sočasno z onim treniraš. In to je
po mojem trdnem prepričanju osebnem gre tudi za optimizacijo, kar se zdravja tiče, ne, ker izraziti high carb junkie, ne, iz leta v leto, ne, ni nujno, da je to glih, sicer najbolj zdrav način življenja. Sicer je, vsaka vadba je na nek način protektorat, ne. Mi to spraznimo sisteme, ne, več čas praznimo, polnimo, ne. Samo je pa za razna netenje raznih vnetij, ne, in to jih imajo ljudje neskončno veliko. In to je zanimivo, to tam po 40. letu ponavadi pride do izraza, ne. Vse živo, ne, seveda od astme, ne vem, takih onakih. Ja, teh vnetij v telesu, teh mikrovnetih je po celem telesu polno, ne. In se tudi v bistvu se ljudem kaže in na obrazu in ne vem, ne. Koža, tretje, ne. No, to pa je definitivno low carb, high fat, je pa za telo, za človeško telo je balzam, ne, umirja vse, ne. Ja. Zdaj, ko so poslušalci različnih profilov, ne, nekateri pač v tem rangu, ki so prišli že pač do te stopnje, da najin pogovor razumejo, nekateri pa mogoče se jim kaj svita, bi čisto, da bojo vsi razumeli, ne, povedala nekaj osnov, recimo te keto prehrane, ne. Okej, nekaj osnove. Zdaj, zame osebno moram reči, da jaz sem zdaj že kar 7 let, 6, 7, 2014 je bila taka zelo močna prelomnica, bom rekel. No, sem že prej, ampak 2014 je tisti trenutek, ko se tega zelo intenzivno nekako zavedam pa promoviram, sem kar advokat tega, da pospešujem čim bolj naravno, čim manj predelano hrano. Predelano v smislu industrijske hrane. Jaz zelo veliko pojem riževih vafljev, ne, in to pa je glih najbolj industrijsko predelane si ne moreš, ne, ampak... Spomni se, ko smo se pogovarjali pred leti, ti si bil ono orto, ko si jedel v bistvu samo z vrta zelenjava, ne, ki je žena predelala, pa ti, ne. Zdaj se je seveda danes zgodilo, ne, da delam v pisarni sredi mesta, ne, in včasih recimo, ko imam popoldan nek trening, ne, bom riževe vaflje imel, ne, pa celo se mi zgodi, da imam gor maslo pa med, ne. Ampak ne, hočem to povedati, se pravi, vsa hrana mora čim bolj temeljiti na nepredelani obliki, torej paradižnikov kečup je Frankenstein paradižnik, krompir iz vrečke, instant krompir je Frankenstein krompir, pica, šunka pa ni meso, ampak je Frankenstein meso, predelano, nič več nima s tistim skupnim, osnovnim naravnim, ne. To hočem povedati, ne, te v čim bolj nepredelani obliki. Zdaj, naslednja stvar pa je, da razumejo, mogoče za tiste, ki niso toliko seznanjeni, low carb, high fat, kot že samo ime pove, malo ogljikovih hidratov pa veliko maščob, je pač preprosto samo hrana, v katerem ni veliko ogljikovih hidratov, predvsem v tej škrobnati obliki. Se pravi, v obliki moke, sladkorja, povsod, kjer se škrobnata hrana je krompir, riž, pšenica, kruhi, peciva, take stvari, ne, testenine in podobno, kar je škroba narejena, ne pa samo sladkorja, ne. No, zdaj, ko govorimo pa o keto, je pa še en korak naprej. Pri low carb, high fatu se ponavadi stavimo tam. Recimo, če bi nekdo, ki meri na 50 gramih ogljikovih hidratov na dan, ne, to je za neko povprečno sedentarno osebo, ki se ne giblje veliko, pa ima 2000 kilokalorij dnevne potrebe, 50 gramov, to moraš biti zelo že paziti, no, to že več pol kruha ne ješ, pa nekih stvari, ne, da si znotraj teh okvirjev, ko pa se pogovarjamo o keto, pa je to ponavadi do 30 gramov ali pa celo manj na dan, ne. To pa pomeni že potem hrana povsem brez ogljikovih hidratov, ogljikovih hidratov se pojavijo, ampak v obliki nekih vlaknin, v obliki neto, se pravi recimo listnata zelenjava, stebelna zelenjava, ne škrobnata, ne. Ampak z veliko maščobami pa beljakovinami, ne. Te maščobe prihajajo iz rastlinskega in živalskega sveta, ne, avokado, tipičen primer, kokos, ne, seveda, jaz sem pristaš živalske maščobe, jajca, svinjska mast, ne. Medtem ko pa med rastlinskimi maščobami strogo stran z repičnim, koruznim oljem, to so ta rafinirana olja, ne, to obvezno dam na stran, ne, te ne štejem med, so v bistvu antihranila, besedno, ne.
ketoze, je pa keto dieta nujna. Ja, nujno, ja. Brez tega ne gre. Se pravi, da kaj ketoza sploh je? Ketoza kot pojav v bistvu ni nič posebnega, gre za našo popolnoma evolucijsko, naravno stanje, v katerem nam zmanjka, po domače povedano, v notranjih shrambah, v skeletnih mišicah in v jetrih glukoze, ki je shranjena v obliki glikogena, ne? In ko zmanjka tega, takrat telo preide na ketozo, ko se zelo intenzivno trigliceridi, to so pa naše endogene zaloge maščobe, ne, topijo in v bistvu mi jih takrat presnavljamo na polno. In človeku je to lastno, to je popolnoma evolucijsko, ker smo bili ljudje nekoč, če se zdaj premaknemo za 2, 3 tisoč, 10 tisoč let nazaj, ni bilo hladilnikov, ni bilo snekov, ni bilo trgovina, ampak je bilo treba med posameznimi obroki včasih tudi 2 dni, en dan, 2 dni, pa zaradi tega ni padel, ampak je on normalno prišel do svoje hrane naprej, tudi lakote ne čutim. Tudi danes, ko se dogaja, ne vem, to že bolj redko, ampak včasih kdo naredi kakšno gladovno stavko, ne, ravno s pomočjo tega preživi, ne. Tako, ja, v bistvu je ketoza tista, ne, če je nekdo, ki je dosti dobro adaptiran na visoko maščobno hrano, ne, mu gladovna stavka pravzaprav ne predstavlja velikih težav, ne. To je v bistvu en post. En vrste post, ja, dobesedno, ja, zaradi tega, ker takrat v tistem obdobju, če imaš vodo, ne, tekočino, ne, neko osnovno tekočino, lahko zelo dolgo v sedentarni obliki, da sediš nekje, ne, jasno, ne, da hodiš okrog, preživiš, ne. No, še to pri ketozi, da pojasnimo do konca, ne, kaj pomeni ketoza, ne, in kdaj se zgodi, ne, do ketoze ne prideš kar tako, ker zdaj pač, ne vem, si zvečer spustil večerjo, ne, pa bo že zjutraj že v ketozi, ne, lahko seveda, pod določenim pogojem, pa večina ljudi, normalnih ljudi, tega ne, ampak rabiš kar kakšen dan ali pa 2, moraš zniževati ogljikove hidrate, da se te endogene zaloge izpraznijo in potem počasi telo začne prehaja v ketozo. To so zvezni procesi, niso kar klik, ne, da bi bil eno ali drugo, ampak se ves čas prelivajo, ne. In ponavadi za ljudi, ki niso vajeni življenjskega sloga, ki se svoji hrani zelo izogibajo maščob, ne, vse na teflonu in podobno, ne, pa so same testenine v njihovem, pa kruhi in podobno, ne, tisti imajo na začetku ponavadi kar nekaj težav, kakšen teden, 2, tudi do 3 tedne traja obdobje, ko začutijo težave. Tisti, ki so ful dobro adaptirani, pa nobenih težav, ampak kar v trenutku preklapljajo zvezno v to zadevo. In ko se enkrat ljudje dobro adaptirani, takrat je to... In tukaj mislim, da je, ko se ljudje pač odločajo za določene spremembe, v tem primeru pač, da grejo na tole obliko keto, ne, ali pa LCHF, se mi zdi, da je ravno tukaj ta prelom, da marsikdo prehitro obupa, ne, ravno zaradi tega slabega počutja, ker jaz sem dal tudi skozi in jaz sem takrat ogromno jedel ogljikovih hidratov kot kolesar, sem se pač tipično kolesarsko prehranjeval s testeninami in vsemi temi geli, tako kot opisuješ, ne. In potem, ko sem šel v bistvu na tole keto dieto, moram reči, da sem se kakšen teden, 10 dni počutil zelo slabo in sem že bil skoraj na robu tega, da to enostavno prekinem, ne. Ampak potem se zgodi res nek klik, ki je praktično res neopisljiv, ne, to mora vsak pri sebi doživeti, ko prav začutiš, kako ti možgani začnejo drugače delovati, ne, ko prav čutiš v telesu, telesno spremembo, da si nekako lažji, vse vidiš bolj odprto, ni nekega napora, ni nekih teh nihanj, ko jih imaš čez dan, ne, ampak je vse neka konstantna, kaj se energije tiče, ne. Ja, to je čisto fiziološko vprašanje, ne, to je fiziologija, pravzaprav, ne, metabolizem, fiziologija, biokemija. Ko smo mi leta na dolgo v nekem življenjskem slogu, vse ne govorimo o dnevnih spremembah, ampak to so ponavadi smo ljudje vrsto let, imamo nek način življenja in ga ne spreminjamo, ne, in takrat se nam telo počasi plastično prilagaja, se spreminja, ne, in zdaj, če bi mi pogledali, kje se zgodi ketoza, ne, kje dejansko, kje znotraj celice se to dogaja v mitohondrijih, ne, to so naši organeli, naše elektrarne, če bi temu rekel, kjer se proizvaja energija, ne, kjer trigliceridi dejansko razpadajo preko kemičnega procesa in ob tem nastaja v bistvu energija, ki jo mi uporabljamo za delo, ne. No, ko smo mi po letih nekega načina življenja določeno stvar zelo supresirali, pa določeno stvar zelo podarili, ne, seveda, kot tisti trenutek, kot ta močno podhranjen motor, ne, naenkrat obremeniš na polno, ne,
ne zmore. Ne? In to traja kar kakšen teden, 10 dni, ne? Da se nam namnožijo mitohondriji kot organeli, kot tipični. Ne? In šele kot to kritično maso se spet razvije, prebiješ, ne? Dejansko lahko pogledali, recimo srčna mišica ima okrog 20% mitohondrijske mase. Srčna mišica je edina mišica v človeškem telesu, ki nikoli ne gre anaerobno, vedno samo aerobno. Ne? To je najvišja. Ne? Recimo klasična mišica, stegenska, recimo vzajemo nas kolesarje tekače, ne? Ima med 6, 7, 8% mitohondrijev. Zdaj, če bi gledal celotno maso, ne, znotraj, ne, taka razlika je med srcem, ne. Ampak nekdo, ki je lahko po ne vem kolikih letih nekega načina, sedentarnega, onega, tretjega, ne, ima lahko samo 3-4%, ker niti ni potreboval, ker je bil ves čas napolno na cukru, ne, so pa bili encimi za presnovo glikogena pa glukoze na boostani ali pa na razviti do konca, ne. Ta pa počasi supresirano. In to je ta razlika, ne. Potem, ko se pa enkrat, ko telo normalno razvije ta zadevo, ne, potem prije pa do tega preskoka, ne, in pa čez čas, po mesecu, dveh, ko so ljudje povsem adaptirani, pa ne morejo verjeti, ne, kako dobro počutje pride, ne, predvsem pri kogniciji največ ljudi opazi, jaz bom rekel, ketoza je doping za možgane, dobesedno, ne, v nekem smislu, ne, ko čutiš, ne, da je, ne, kako se lahko ti skoncentriraš, ne, tudi po obroku ni tipičnega hiperglikemičnega stanja, ko te kar malo, ko se zaspan, ne, to kar zgine, ne, se v bistvu naješ in se lahko sedeš za računalnik, nadaljuješ z nekim kognitivno-intenzivnim procesom, ne, kar je včasih po kakem takem klasičnem obroku, pa eni pici pa pivo, ne, imaš 2 ure počitka, ne, se samo vsi vemo, ne, gre da neka mišanka, do takrat matra, ne, lahko mogoče daljinsko televizijo, tako počasih, ne, klikaš, ne, tu pa ne, tu se pa stvari obrne, ne, lahko veš konjski zrezek, pa ne vem kaj, ne, kar ne zabije, ne, samo aktivnosti, ne. Rekel, da nas v bistvu pri tem dosti tudi v otroštvu odloča, ne, ker bom rekel, vsa ta naravnanost, če se zdaj pogovarjamo o prehrani, ne, torej kaj jemo, se spomnim, da tudi se kakšne jedi kot otrok spomniš, kaj si jedel in te v bistvu ta neka hrana je kar, bom rekel, nek močen tovor, ki jo nosi s sabo, ne, in zato je tudi, seveda bi apeliral, najbrž poslušali kakšen starš med nami, da je tudi pomembno, da otrokom že zelo zgodaj ponudimo različne oblike, ne. Tako da tudi bi bilo priporočljivo, da tudi otrokom dajemo zdrave maščobe, čim več zelenjave, ker danes vemo, ta čas gre v bistvu vso to fast food industrijo, tudi časi so takšni, da starši nimajo veliko časa za kuhanje in kupujejo ravno to, kar sva govorila, da je nezdravo, kar je rafinirano, torej da je hitro že vnaprej pripravljeno in potem ta hrana zgubi tisti pravi naboj, za kar človek sploh v bistvu je, ne. Ne samo, da je industrijsko močno predelana, ne, še hiperpalatabilna je. Hiperpalatabilna pomeni palatability, angleški izraz, zdaj v slovenščini okusna, ne, hiperokusna, ultra ojačanje arome, ne, zdaj pa ni važno, ali je zelo slana, ali je zelo sladka, ali ima dodan mononatrijev glutaminat za ta 5. okus, ne, skratka, taki močni ojačevalci okusa so take intenzivne arome, ponavadi se z dodatki to doseže, ne, da dobesedno človekov v možganih, ne, sproža ta dopaminski sistem, se mu dopamin sprošča, ne, in ob tem čuti lagodje, užitek, ne, in je zasvojljiva in na koncu se ti zgodi, da več ne znaš okusiti čisto naravne, osnovne hrane, ne, tista nima več nima okusa, ne, dovolj, ne. To je v otroštvu pa zelo pomembno, ne, ko pa otroke bombardiramo, ne, jaz sem sam ata 3 otrok, ne, pa vidim, kaj doma najraje jejo, ne, hrenovke bi jedli, ne, pa kečup, ne, ampak to ni ne paradižnik, pa ne meso, ne eno, ne drugo, ne, niti približno, ne. So same take stvari, to jih neskončno privlači, ne, če bi jim dal, mislim, verjetno bi do
na napolitankah, na nekih stvareh, na pizzah in podobno preživeli do svoje bolezni, katerekoli bi že razvili. Ne. Potem pa, ko dobijo pa recimo kislo zelje, ne, kot taka tipična z neke bučnega olja, ne, kaj je že bučno olje oljčevalec, začimba, ne, močno oljčevalec, ne, pa da zraven je, ne vem, nekaj čist, recimo neka osnovna hrana, krvavica, na primer, ki je že sama po sebi močno začinjena, ampak domače ne. Ne, ni hrana, ni to, ne. Zelenjavna, ne vem, špargljeva juha iz naravnih sestavin, ne ona iz vrečke, to je ful pomembna stvar. Iz vrečke je v bistvu isto, ali ješ govejo ali špargljevo ali ne vem katero, ne. Vse imajo isto osnovo, isti mononatrijev glutaminat je notri, ne, ampak to naravno obliko, ne, ni dobra, ne. Ne jejo radi, ne. Si omenil, da se vrnemo pač par tisoč let nazaj, ni se treba vrniti tako daleč nazaj. Jaz sem že malo, bom rekel, tudi sem preučeval prehrano Indijancev, ne. In recimo, zanimivo je, da poglavar, kot seveda glava celega plemena, potem ti bojevniki, ki so v bistvu bili, bom rekel, najpomembnejši del plemena, ker so pač iskali hrano, lovili hrano in tako naprej, in potem seveda nosečnice ter matere, ne, so od teh živali, ko so jih pač pobili, dobili drobovino in pa maščobo, ne. Vsi ostali pa meso, ne. Tako da tudi, če gremo po lestvici, kaj je najboljše, ne, je v prvi meri drobovina, maščoba, šele potem na tretjem mestu je meso, ne. Definitivno. Vsi notranji organi, se pravi, to je zanimiva stvar, ne, sicer to je zdaj polje evolucijske biologije pa genetike pa v današnjem času tudi moderno medicinskih prepričanj, ampak evolucijsko gledano pa, če pogledamo strukturo zgradbo človeškega telesa, ne, smo mi precej bolj maščobo, beljakovino jedli, ne, kot kaj drugega, ne, po načinu prebavil itd. Pri živali, ne, katerikoli živali, ne, najbolj bogati deli so definitivno notranji organi. To prevladujejo srce, vranica pa jetra. To so prvi tri organi, ki so v bistvu tako bogati dejansko z vitamini. To moram zdaj poudariti, vitamini, ne. Predvsem maščobotopnimi vitamini B kompleksa, ne, da so nekatere lahko celo škodljivi, v primer jeter, ne. Jetra severnega medveda so neužitna, ker so toksična zaradi koncentracije A vitamina. No, ampak to so najbolj bogate, potem sledijo recimo možgani, od teh kostni mozeg, mnogo bolj hranljiv kot recimo, ne, to so včasih trli kosti, ne. Pol na koncu, ko tega vsega zmanjka, so pa skeletne mišice, ne. To pa to, kar mi pa danes cenimo, ne, ne vem, neki zrezek, ne. Čim bolj ono mesnat, ne. Ja, po možnosti brez maščob, ne. Čeprav so pa ravno maščobe tiste, ki so pa ful pomembne, ne. Praktično naš celoten metabolizem, ne, možgani na primer, ne, 60% možgan je zaviti v mielinski, v obročih notri je v tem maščobnem tkivu notri, ne, tako da zelo pomembna stvar, ne. Živčni sistem, vse, spolni, hormoni, vse temelji na tem. Da ne bomo predolga, ker vem, da poslušalcem koncentracija po kakšnih 45 minutah pade, jaz mislim, da imamo tem za pogovor še ogromno, pa bi mogoče tukaj današnji del končala. Mene je veselilo, da si bil moj gost in da sva se pogovarjala in verjamem, da bo tudi poslušalcem stvar izredno zanimiva. Zanima me, mogoče imaš tudi kakšno svojo spletno stran ali pa kakšen kontakt, če bi koga zanimalo, da se obrne mogoče na tebe s kakšnim vprašanjem ali kaj podobnega? Ne, spletne strani nimam, vprašanj pa sploh ni problema. Zdaj, če želijo, še najlažje me dobijo preko elektronske pošte. Na Facebooku me lahko tudi pokontaktirajo, pa me preko, se pravi, zasebnih sporočil recimo pošljajo, ne, request, pa se bomo že pomenili, ne. Tam me pa najdejo kot Igor Kopše. Super. Brez šumnika. Torej, z nami je bil Igor Kopše, do slišanja prihodnjič. Hvala.